Dober dan, to je N1 studio. V tednu, ko se spominjamo genocida v Srebrenici, so mnogi v mednarodni skupnosti spet precej zaskrbljeni zaradi napetih razmer v Bosni in Hercegovini. Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik nadaljuje s koraki, ki vodijo k odcepitvi te srpske entitete. Odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti in tudi Ustavnega sodišča Bosne in Hercegovine ne nameravajo več upoštevati, kar je sprožilo ogorčene odzive Zahoda. Je šel Dodik tokrat res tako daleč, da ga lahko celo odstavijo ali aretirajo? Kaj vse bi to sprožilo? Kakšne vzvode mednarodna skupnost sploh še ima? O tem z odličnim poznavalcem razmer v državi, dr. Faris Kočan z Fakultete za družbene vede. Dober dan, dobrodošli ponovno na N1. Dober dan. Dr. Kočan, vsakič, ko sva se pogovarjala v tem studiu o razmerah v Bosni in Hercegovini, je bilo v smislu, kaj je pa zdaj spet Dodik rekel, naredil, s čim je spet zagrozil. Je zdaj s temi potezami zadnjimi šel res tako daleč, da se ga bo mednarodna skupnost želela znebiti? Za kar se tiče samih kršenja ustave ali pa napad na tako imenovano Dejtonsko ustavo Bosne in Hercegovine, bi lahko rekli, da je Dodik to počne že zadnjih 7-8 let. Tista prvi napad na ustavo Bosne in Hercegovine se je zgodil med letoma 2015 in 2016, ko je z nezakonitim referendumom v dnevu Republike Srpske izvedel tisti prvi korak k imaginariju, kot vedno poudariva, Republike Srpske kot samostojne entitete, kot samostojne države. Gre v bistvu za performance. V tem trenutku pa Dodik pravzaprav gre še korak dlje, kar mu seveda mednarodna skupnost s tem, ko mu ni postavljala tistih jasnih črt v zadnjih 10 letih, mu pravzaprav dopušča, in to je, da na nek način zdaj pa neposredno udarja po ustavnem redu Bosne in Hercegovine. In na nek način se zdaj zdi v kontekstu geopolitičnem, kot se trenutna Evropa nahaja, da bo potrebno nastoriti nekaj na tem področju. Torej se v bistvu zdajšnja situacija nekoliko razlikuje od tistih prejšnjih njegovih potez korakov, ki smo jih spremljali. Drži. Pravzaprav od leta 2016 je bil kontekst v Evropski uniji ali pa na Zahodu relativno ali pa radikalno drugačen. Vemo, da so bile posledice gospodarske krize, vemo, da se je tudi Evropska unija obračala navznoter, podobno je bilo tudi z celotno mednarodno skupnostjo. Danes, ko imamo torej vojno v Ukrajini, ko vidimo, da imamo določene varnostne žepe v Evropi, lahko na nek način tudi to interpretiramo, da mednarodna skupnost tokrat tega ne bo spregledala in pravzaprav za neko dejanje, za katero bi Dodik verjetno že leta 2015 v drugačnem kontekstu bil obsojen, mogoče tudi zapustil svoj položaj, se zna zgoditi, da bo tokrat pa res moral. Ja, v kontekstu vojne v Ukrajini prideva še nekoliko kasneje. Zdaj, med zahodnimi državami se je po informacijah N1 že izoblikoval konsenz, da mora Bosna in Hercegovina naprej brez Milorada Dodika. Ni pa konsenza o tem, kako to doseči. Kakšni so dejanski vzvodi za to? V tem trenutku se mi zdi, da ima pravzaprav mednarodna skupnost dva vzvoda. In en vzvod že uspešno uporablja, in to so sankcije za zamrznitev sredstev Republike Srpske strani Evropske unije, s čimer skuša pravzaprav od spodaj navzgor prisiliti Dodika, da zapusti položaj ali pa da spremeni svoje stališča. Nenazadnje bodo te sankcije, ki jih Evropska unija trenutno napoveduje ali pa jih skuša izvajati, bodo najbolj prizadele običajne posameznike, običajne državljane v Republiki Srpski. Na drugi strani pa imamo seveda še tisto najbolj radikalno, najbolj strogi vzvod, mehanizem, ki ga mednarodna skupnost pozna, in to so tako imenovana bonska pooblastila. Torej visoki predstavnik v Bosni in Hercegovini lahko pravzaprav Dodika ne samo odstavi, ampak mu nenazadnje tudi prepove nadaljnje politično udejstvovanje. Ja, zdaj odstavitev se je že zgodila, ne? To ne bi bila prva. Zgodilo se je leta 1999, ko je tedanji visoki predstavnik Španec Carlos Westendorp odstavil takratnega predsednika Republike Srpske Nikolo Poplašna. Odstavil ga je potem, ko mu je Poplašen sporočil, da za premijera Republike Srpske ne bo imenoval prav Milorada Dodika, ki je bil v tistem času, bom rekel, kar precejšen podpornik visokega predstavnika mednarodne skupnosti. Torej je politični kameleon, nima nikakršnih težav spreminjati svoje stališča. Menite, da bi jih lahko zdaj, glede na to, kaj mu grozi? Ja, glede na to, kako se je Dodik obnašal, tudi takrat, kot ste sami omenili, leta 98, 99 in tako naprej, pravzaprav je predstavljal neko drugačno idejo ali pa vizijo ureditve v Republiki Srpski. Nenazadnje se je tudi sam izoblikoval kot idealen, pravzaprav nek nov kandidat, nov svež veter v Republiki Srpski, kot posledica seveda nesprejemljivosti Srpske demokratske stranke takrat. In Dodik je seveda ta val dobro zapopadal in skozi svoje delovanje pravzaprav uzurpiral celotne podsisteme
sisteme. Ne? In to je verjetno tista radikalna razlika med takratno SDS ali pa drugimi strankami in današnjim SNSD-jem, ki pravzaprav vlada neprekinjeno že zadnjih 10 let, je na nek način zaplenil ali pa pleni še naprej entiteto Republike Srpske in pravzaprav ima občutek, da ima vse sisteme, podsisteme v svojih rokah, da so vajeti na njegovi strani in da lahko tudi ne popušča zaradi tega, ker na nek način ima takšno ali drugačno podporo. Zdaj, posledice Dodikove odstavitve bi bile lahko zelo nepredvidljive, glede na izkušnje. Ravno te dni smo se znova spominjali Srebrenice, genocida, prebirali smo o tem, gledali smo posnetke, vedno znova smo pretreseni, ko to gledamo. Spet smo si govorili, nikoli več naj se ne ponovi. Kakšne bi bile posledice takšnega posega mednarodne skupnosti, ki je sicer dosegla mir, takrat 95 z Daytonskim sporazumom, je pa marsikje drugje odpovedala? Kako nevarne igre so torej to? V tem trenutku, če bi Dodik res bil odstavljen strani visokega predstavnika, bi se zgodil nek vakuum. Pravzaprav verjamemo lahko, da bi bili masovni protesti širom Republike Srpske. Na nek način tudi vemo, kakšno mnenje ima večinsko prebivalstvo v Republiki Srpski, ne samo do mednarodne skupnosti, še posebej do urada visokega predstavnika v Bosni in Hercegovini, tako da tu narativi ali pa ta konstelacija idejna je ustrezna za to, da bi bili masovni protesti. Je pa tudi res, da bi se, tako kot so se praktično povsod po nekaj mesecih zadeve umirile, Srpska bi najverjetneje tudi dobila neke nove politične obraze, ampak v tem trenutku se zdi, da bi ta nov politični obraz bila predvsem Jelena Trivič, ki pa idejno ni pretirano drugačna od Milorada Dodika. Morda bi bila na začetku manj koruptivna, klientelistična, to je torej tisto, kar Dodiku očitajo, predvsem njegovi nasprotniki, ampak idejno, torej, ki je položaj Republike Srpske v Bosni in Hercegovini, kaj je vizija Republike Srpske, pa se ne razlikuje drastično. In je prav tako precej radikalna, ne? Če bi prišlo do aretacije Milorada Dodika, poznavalci pravijo, zdaj sam se je ovadil, ne? Zaradi teh zadnjih potez, poznavalci pravijo, da ga lahko aretira samo federalna policija, torej SIPA, in ne izključujejo, da bo lokalna policija Republike Srpske skušala to aretacijo preprečiti. Tudi z orožjem, pravijo. Je kaj takšnega mogoče? Ja, verjetno bi lahko v tem trenutku govorili, da govorimo o nekih res drastičnih potezah. Verjetno bi se ta aretacija lahko zgodila eventualno v primeru, ko bi Dodik zapustil oblast. Nazadnje lahko vidimo tudi, kako se dogaja stvari v federaciji, ko govorimo o največji bošnjaški stranki SDA. Šele ko so zapustili oblast, so se začele valiti tiste obtožbe. Tudi vemo, da je nekdanji premijer federacije Novalić bil v tem trenutku obsojen na 4 leta zapora, tako da kolikor bo Dodik zares zapustil svoj položaj, šele takrat se lahko pričakuje kakšne takšne procese proti njemu. Do takrat, ko bo pa na položaju, pa mislim, da teh procesov ne bo. In seveda je odvisno tudi od tega, na kakšen način bi zapustil svoj položaj. Če rečeva, kakšno še o visokem predstavniku sedanje je Christian Schmidt, Nemec, ki so ga razmere v državi že kdaj tudi vidno pripeljale na rob obupa, ne, spomnimo se tistega njegovega izbruha pred kamerami, tega ne bomo kar tako pozabili. Kako vidite njegovo vlogo v tej zgodbi? Je razmere umirjal ali poslabševal? Kakšen je v primerjavi morda s prejšnjimi visokimi predstavniki? Mi se verjetno v Sloveniji najbolj spomnimo našega rojaka iz zamejstva Valentina Inzka. Kaj pa Schmidt? Ja, Schmidt je v bistvu prevzel izjemno težko žezlo, ki ga je Valentin Inzko pustil. Zagotovo gre za enega bolj zmernih, da ne rečemo blagih, milih, visokih predstavnikov, ko gledamo zgodovinsko v Bosni in Hercegovini. Inzko je bil radikalno drugačen od vseh ostalih visokih predstavnikov. Moramo se spomniti ne samo Wolfganga Petriča, tudi Paddyja Ashdowna. Njim ni bilo tuje odstavljati visoke funkcionarje, ni jim bilo tuje uporabljati bonska pooblastila. Inzko je to zelo malokrat storil, kar verjetno tudi posledično pomenilo, da je imel pravzaprav nekako 3 mandate ali pa 3 obdobja, v katerem je bil visoki predstavnik. Schmidt je v tem kontekstu moral radikalno spremeniti svoje stališča v Bosni in Hercegovini v kontekstu pravzaprav odsotnosti Inzka ali pa bonskih pooblastil je moral storiti veliko več. Od njega morajo nekako začeti umirjati situacijo. To je storil na način, da je skušal stopiti na prste vsem 3 konstitutivnim narodom, ne samo Hrvatom in Srbom, temveč predvsem tudi Bošnjakom. Na nek način skuša ustvarjati idejo, da je visoki predstavnik za vse, da je visoki predstavnik za Bosno
Bosno in Hercegovino in tudi na nek način se umakniti od te ideje, da je mednarodna skupnost probošnjaška, da je mednarodna skupnost pravzaprav bošnjaški akter in ni mu zagotovo lahko, kar mu pa verjetno še manj lahko pa je v tem kontekstu, da je imel pravzaprav predvsem podporo Angele Merkel, ne nazadnje je prišel iz kabineta Angele Merkel. Vemo, da Angela Merkel ni več v Nemčiji in na nek način mora sam orati ledino brez tiste temeljne podpore v Evropski uniji, ki jo lahko seveda vidi, ali jo pa je imel v Angeli Merkel. Pa ima zadostno podporo ZDA, recimo? Ja, v tem trenutku pravzaprav v varnostnem svetu sploh še ni potrjen uradno, zato tudi uradno še nima te funkcije. Tudi zato ga Republika Srpska ne priznava, ne, in njegovih odločitev? Točno tako. Zdi se pa mi, da Schmidt pravzaprav ima podporo do takrat, ko bo uspešno manevriral, ko bo uspešno v bistvu na nek način užalostil, če lahko tako rečemo, vse tri konstitutivne narode, ko bo mednarodna skupnost dobila občutek, da skuša predvsem zarezati v tiste temeljne reforme ali pa neke temeljne izzive politične, kot vidimo deblokado parlamenta oziroma deblokado vlade Federacije Bosne in Hercegovine, tam bo zagotovo imel podporo, ne bo pa imel podpore predvsem pri teh idejnih stvareh, ne? Predvsem zaradi tega, ker ga želijo politične stranke v Bosni povleči v tiste njihove identitetne izzive in tam pa verjetno mednarodna skupnost ne bo dala podpore Schmidtu. To znamenito politično močvirje, ki ga imajo v Bosni in Hercegovini. Veliko govorimo o odcepitvenih težnjah Republike Srpske. Omenili ste malo prej federacijo. Kaj je pa ta bošnjaško-hrvaški del države? Kako spremljajo to dogajanje v Republiki Srpski in kakšno je vzdušje pri njih v federaciji? Ja, vzdušje je bilo pravzaprav v federaciji podobno napeto, ampak predvsem v kontekstu to, kar sva prej rekla, da so imeli pravzaprav tehnično vlado v zadnjem mandatu in da se tudi v aprilu, ne glede na to, da je Schmidt uporabil bonska pooblastila, spremenil volilni zakon, se še vedno niso dogovorili, zato je moral aprila ponovno uporabiti bonska pooblastila, zato da je federacija tokrat dobila vlado in na nek način, kar pa je za federacijo v tem trenutku bolj značilno kot kje druge, pa da imaš tisti svež veter, vsaj na strani nekih bošnjaških ali pa probosanskih strank. Kot so že povedala, SDA je nekako izven te enačbe, te matrike klasične, ko ste imeli torej SNSD, HDZ in SDA. V tem trenutku imate torej ta probosanski blok, ki vlada v federaciji skupaj s HDZ-em seveda in na ta način se torej te strasti, vsaj ko govorimo o odnosu med HDZ-em in SDA-em umirjajo. Kar lahko tudi vidimo v intervjujih Izetbegovića. Izetbegović v vseh svojih intervjujih govori predvsem o tem, da probosanski blok popušča HDZ-ju in da jih spušča na položaje pomembne v federaciji, kar se jim na dolgi rok ne bo obrestovalo. Tako da tu vidimo, da se federacija vendarle vsaj za nekatere centimetre ali pa milimetre premika in na nek način postavlja tudi nov kontekst za sodelovanje, torej ob prisotnosti oziroma ob odsotnosti SDA-ja. Kako pa gledajo torej na situacijo v Republiki Srpski? Vidimo različne odzive. HDZ 1990 pravzaprav ne podpira to, kar Dodik počne. Čović, HDZ BiH je malce bolj previden, govori o tem, da je potrebno spoštovati ustavo Bosne in Hercegovine, ampak govori tudi o tem, da je potrebno tujce iz sodišča, ustavnega sodišča umakniti za to, da bi Bosna lahko nekoč postala članica Evropske unije. Probosanske stranke so pa seveda izrazito odklonilne do Dodikovih potez, da ne govorimo seveda o SDA-ju, ki to izkorišča zato, da se poskuša vrniti na politično sceno. Status kandidatke za članstvo v Evropski uniji torej za zdaj Bosni in Hercegovini ni prinesel nekega vidnejšega napredka, prenazadovanje, to verjetno lahko kar rečeva. Kaj je EU naredila narobe? Prej ste že omenjali neko obliko pritiskanja, to, da recimo Republiki Srpski niso dali nepovratnih evropskih sredstev, federacija je pa dobila skoraj 300 milijonov. A je to napačna politika? V tem trenutku se mi zdi, da Evropska unija pravzaprav druge rešitve, če želi zares spremeniti dogajanje ali pa tok dogajanja v Bosni in Hercegovini, nima. Na nek način skuša srbski ali pa ljudem v Srbski pokazati, da je Dodik šel čez to rdečo črto, ki je mednarodna skupnost na nek način postavlja, tudi z dejtonskim okvirjem. Pravzaprav drugega mehanizma nima. To se je pričakovalo, če smo povsem iskreni, že veliko prej, da bi Evropska unija zamrznila ta sredstva. Tiste tako imenovane ciljane ali pa targetirane sankcije v Republiki Srpski niso funkcionirale, tudi od ZDA niso funkcionirale in zdaj je potrebno torej od spodaj navzdol dati ljudem jasno vedeti, da to, kar počne Dodik, več ni produktivno za nek razvoj, ne samo Srpske, ampak tudi Bosne in Hercegovine. Evropska unija pa pravzaprav na nek način v obdobju med letoma 2009 in 2010 naredila radikalno napako, ko ni vztrajala na tistih ustavnih spremembah. Takrat je bil kontekst
malce boljši. Dodik je bil bolj svež, SDA tudi malce pojenjal, so že obstajale določene alternative takrat prek teh tako imenovanih butmirskih in prudskih procesov. Če bi dejansko Evropska unija takrat ustrajala, bi verjetno bila danes situacija malce drugačna, da ne rečem radikalno drugačna. In od takrat naprej tudi ni pravzaprav reformskih pobud Evropske unije. Na nek način je prepustila to igro Bosni in Hercegovini, češ, če se želite pridružiti Evropski uniji, boste morali sami za to početi. Zavedala pa se je, da tega brez neke prisotnosti mediatorjev, morda ne Evropske unije, lahko tudi kakšnih drugih držav, Bosna in Hercegovina, takrat ni bila zmožna, danes pa se zdi, da še toliko manj. Ja, pri tem je seveda Daytonska ustava ne pomaga, kaj dosti. Velikokrat smo imeli v različnih omizjih debate, kaj narediti z Daytonom, posodobiti ga, ne vem, nadomestiti s čim drugim. A pa sploh obstaja prostor za to, politična volja za to v državi, ne samo znotraj države, ampak tudi sveta, v bistvu, Zahoda, Kvinte recimo. Res je, ja. Na nek način Daytonski okvir je lahko okvir za sodelovanje ali pa za nesodelovanje. Na nek način politična elita veliko več svojih moči, instrumentov, da ne rečemo celo možganov, usmerja predvsem v to, da išče mehanizme, zakaj ne sodelovati ali pa išče mehanizme, zakaj ni mogoče sodelovati. Verjetno bi bilo z drugačno politično elito z drugačnimi idejami, z idejami, da bi lahko bilo mogoče sodelovati v Bosni in Hercegovini. Tudi Daytonski okvir lahko bil tisti, znotraj katerega bi se dalo marsikaj spremeniti. In to je bila seveda tudi na začetku ideja, recimo reforma vojske v Bosni in Hercegovini, tudi reforma policije, ki se je kasneje potem izjalovila. Vse to je nekako nakazovalo, da je mednarodna skupnost Daytonski mirovni sporazum videla kot okvir za prekinitev vojne in za neko začetno stanje, od katerega naprej pa potrebno torej iti naprej. In počasi, korak po koraku bi lahko prišli do neke platforme, kjer bi se dalo sodelovati. Ampak ko se Evropska unija ali pa mednarodna skupnost po letu 2010 pravzaprav umaknila iz teh reformskih pobud, pustila, da so se politične elite med seboj na nek način usklajevale ali pa ustvarjale vzdušje za to, da bi te reforme bile sprovedene, pa vidimo, kakšna je situacija. Tako da Evropska unija na nek način je tu lahko velika kritika na njo. V začetku ste že omenili, zdaj, če postaviva dogajanje, to dogajanje v to kontekst vojne v Ukrajini. Rusija je ena največjih podpornic politike Republike Srpske in Milorada Dodika, na zadnjega je Putin celo odlikoval. So lahko trenutni poskusi destabilizacije Bosne povezani z dogajanjem v Ukrajini in kako? Ja, na nek način Rusija je imela tradicionalno zaveznika v tudi v Srbiji, tudi vidimo, kako Srbija postopa v odnosu do vojne v Ukrajini. Na nek način Srbska vidi Rusijo kot nekega velikega brata zaščitnika v mednarodni skupnosti z veto močmi v varnostnem svetu in seveda se bo naslonil na tistega, ki mu idejno ali pa lahko v političnem smislu pomaga. V tem trenutku pa seveda ta geopolitični kontekst tudi zapira pravzaprav možnost za to, da bi mednarodna skupnost lahko imela več posluha za Dodika. Na nek način je lahko zdaj vsako ponovno odpiranje varnostnih žepov na Zahodnem Balkanu razumljeno tako, kot ste sami povedali, poskus destabilizacije Evrope in seveda ob tem, da imamo vojno v Ukrajini, Evropska unija ali pa Zahod kot tak tega na nek način ne sme dopustiti ali pa si ne želi dopustiti, zato lahko tudi Dodik pričakuje, da se bo ta obroč razumevanja okrog njega vse bolj stiskal. Kar tudi vidimo pravzaprav, da že govorijo v medijih zadnji teden, da bi lahko Schmidt uporabil bonska pooblastila in ga ne nazadnje tudi odstavil. To so stvari, ki jih pravzaprav še leto ali pa 2 leti pa situacija ni bila tako zelo radikalno drugačna, nismo mogli slišati. In to je konkretna posledica dogajanja v Ukrajini. Ja. Dobro, bomo videli, kako se bo ta epizoda v Bosni in Hercegovini razpletla. Seveda se veselim najnega naslednjega pogovora in upam, da bo bolj optimističen, kar se Bosne in Hercegovine tiče. Dr. Faris Kočan, za danes pa najlepša hvala, da ste prišli na N1. Hvala vam. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda, kako se bo ta napeta situacija v Bosni in Hercegovini razpletala še naprej, bomo ves čas spremljali in poročali na n1info.si. Iz studija pa le še lep pozdrav in nasvidenje.